Šmarnično branje za leto 2020, pripravil ga je profesor dr. Bogdan Dolenc z naslovom Sveti Janez Henrik Newman, svetnik, ki nagovarja srca. Prvi dan. Svetnik je človek za vse čase. V letošnjih šmarnicah se podajamo na tuje, na angleško, k enemu od sinov angleškega naroda. Podajamo se k Janezu Henriku Newmanu, človeku 19. stoletja, spreobrnjencu iz anglikanske cerkve v katoliško, ki je v svojih poznih letih dosegel tudi čast kardinala. A kaj je čast kardinala v primeri s tem, da je ta mož oktobra 2019 dosegel čast oltarja? Papež Frančišek ga je razglasil za svetnika katoliške cerkve. Spoznali bomo moža, ki nam kljub krajevni in časovni oddaljenosti ni tuj, saj kot svetnik pripada vsem, tudi nam, pripada vesoljni katoliški cerkvi. Svetniki so namreč ljudje za vse čase, nikoli niso zastareli. Živeli so ali živijo v svojem času, obenem pa segajo onkraj njega in so vzorniki ter dobrotniki ljudem vseh časov. Svetega Janeza Henrika Newmana si lahko po njegovih spisih izberemo za duhovnega voditelja. Lahko nam je učitelj v bogoslovni znanosti, predvsem pa je naš nebeški prijatelj in priprošnik pri Bogu. Na njegovo priprošnjo sta se že zgodila dva potrjena čudeža, dve čudežni ozdravitvi v Združenih državah. Na podlagi teh ga je cerkev leta 2010 razglasila za blaženega, 2019 pa za svetnika. Svetniki nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in nas vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Razglasitev za svetnika je slovesna papeževa izjava, ki nezmotno potrjuje, da je določen človek sveto živel in dosegel nebeško slavo. Če so se mu dotlej priporočali le zasebno ali znotraj določenega naroda, mu gre potem javno češčenje v vsej cerkvi. Slovenci smo v zadnjih letih doživeli dve razglasitvi za blaženega. To sta škof Anton Martin Slomšek in mučenec Alojzij Grozde. Ob njiju pa imamo še mnoge svetniške kandidate. Tudi na slovenskih tleh raste svetost. Janez je gledal veliko množico iz vseh narodov, ljudstev in jezikov, ki stojijo pred prestolom in pred jagnjetom, ki so oblečeni v bela oblačila, tako beremo v knjigi Razodetja. V rokah pa držijo palmove veje mučeništva. Med njimi je tudi tisoče in tisoče Slovencev. Svetniki so najžlahtnejši sadovi na drevesu Kristusove cerkve. Tudi zaradi njih je cerkev sveta, celo neuničljivo sveta. Prva med svetniki pa je Jezusova mati Marija, kraljica vseh svetnikov. Slikarji jo radi slikajo kot luno, ki jo obdajajo zvezde, in s tem povedo, da je največja med svetniki. Ko je bil kardinal Janez Henrik Newman že slaboten starček, ga je neki otrok prostodušno vprašal, kdo je večji, kardinal ali svetnik? Newmana otroška radovednost ni zmedla. Za trenutek je pomislil in odgovoril, kardinali pripadajo temu svetu, svetniki pa pripadajo nebesom. Vsak dan bomo prisluhnili še odlomku iz Newmanovih duhovnih spisov. Za danes je to besedilo takole. Pozdravljena Božja mati, kraljica vseh svetnikov, žena obdana soncem in okronana z nebeškimi zvezdami. Vsi rodovi so te in te bodo blagrovali. Tudi mi se danes pridružujemo tej hvali skupaj z vsemi odrešenimi. Nekoč pa te bomo proslavljali v družbi svetnikov in te slavili v nebeškem Jeruzalemu. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Sveti Janez Henrik Newman, prosi za nas.